GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi našega podcasta GFML-jevci. Tudi danes bomo spoznali enega izmed nekdanjih dijakov Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki s svojim delom pomembno prispeva k razumevanju in povezovanju evropskih vrednot v lokalnem okolju. Z vami sva Grega Donša in Mara Zec. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav in hvala za povabilo v vaš studio. Grega Donša je izkušen prevajalec in direktor informacijske točke Europe Direct Pomurje. Tako je aktiven v širši družbeni sferi kot vodja Europe Direct Pomurje, lokalne informacijske točke, ki deluje v okviru evropske mreže Europe Direct. Ta mreža v državah članicah Evropske unije vzpostavlja most med institucijami EU in prebivalce spodbuja sodelovanje ter zagotavlja večjo preglednost delovanja unije. Pa začnimo. Gospod Donša, za trenutek se vrnimo nazaj v srednješolske klopi. Kakšne spomine imate na čas, ki ste ga preživeli na GFML? Lepe. Iskreno. Dostikrat me kdo vpraša, če bi se še vrnil nazaj v dijaška leta. Absolutno. Če bi pa že moral izbirati, pa definitivno tam od drugega letnika naprej, ko si že malo izkušen, ko greš čez ta strah prvega letnika. Ampak same lepe izkušnje, pa tudi zgodbe ogromno. Je bila izbira srednje šole težka in kaj je vplivalo na njo? Tudi to vprašanje sem dobil zastavljeno oziroma se dostikrat pogovarjam s kom, namreč v Murski Soboti sem doma približno 200 metrov od gimnazije Murska Sobota in me vedno kdo vpraša, zakaj pa si se odločil na koncu za Ljutomersko gimnazijo. In iskreno povem, takrat je tudi, pa tudi zdaj še, jaz bom vedno zagovornik Ljutomerske gimnazije, velja, da je boljša, večji red je, pa tudi nasplošno nekako bila takrat bolj priznana. No in ko so bili informativni dnevi, sem se odločil med Mursko-Soboško gimnazijo in pa Ljutomersko, ker polovica sošolcev iz osnovne šole je šla sem, polovica pa v Mursko Soboto, tako da sem bil razdvojen, s katerimi kolegi potegniti. No in potem grem na informativne dneve, najprej na gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, strokovno, lepo predstavljeno, malo tisto strahu spoštovanja si imel na začetku vseeno. Potem pa gremo v Mursko Soboto, pa je tisti uvodni program, ko ga so predstavljali dijaki, pa ko sem tisto tam videl, mi ni bilo všeč, sem direkt rekel mami samo, ne, daj greva v Ljutomer, konec je. Se spomnite kakšnega posebnega predmeta ali profesorja, ki je imel na vas največji vpliv? Ja, tudi to je dobro vprašanje. Zdaj recimo razrednik mi je bil, oziroma nam je bil profesor Danilo Obal. In spomnim se, še zdaj imam pred očmi tisti najin pogovor, bil je maturantski izlet, torej v 4. letniku, ko sem se odločil v bistvu, kaj bi še šel sploh naprej, pa kateri predmet izbrati na maturi. In kot prvo sem imel izbrano nemščino, takrat je bila še možnost, da imaš oba jezika višji nivo in pa kot prvi jezik. Tu ni bilo sploh debate, če bom imel nemščino ali ne. Imel sem pa še zgodovino zraven. In pride profesor Obal na maturantskem izletu do mene, pa pravi, Grego, dobro nameren predlog, kaj če bi kaj drugega vzel na mesto zgodovine? Vprašam profesorja, zakaj pa to, ker dejansko nisem vedel, kateri predmet pa izbrati. Pa pravi, jaz vem, da ti nimaš zic ledra za zgodovino. Vzal mi nekaj drugega. In potem sem se odločil za sociologijo. No. Bi lahko z nami delili kakšen poseben dogodek ali prigodo iz razreda, ki vam je še posebej ostala v spominu? Ja, tudi teh je ogromno, sam zdaj moram narediti najprej selekcijo, katere lahko omenim, pa katere ne. Dam enega takega bolj šaljivega. Zdi se mi, da je bil naš 4. letnik. In vedno smo bili par sošolcev, nas je bilo takih, ki smo vedno zganjali kakšne predrzne, take potegavščine, povejmo. Dobro namerne, nikoli zelo namerne. In je bila ravno malica, se mi zdi, ali pa bil odmor, se ne vem točno. In mi smo bili, zdaj ne vem, če 4. ali 3. letnik, zdi se mi, da je bil 4. letnik in smo imeli prosto uro. Je bilo eno nadstropje više, kot zdaj snemamo ta podcast, tam, ko se gre v knjižnico, je še knjižnica tam najbrž, ne? Torej tisti hodnik in zdaj ne vem, če so bili 1. letniki ali 2. letniki, so tam pustili torbe, ko so šli na malico. In takrat so bile še one viseče luči, pa zdaj ne vem, če so še ali nekaj, se ne spomnim točno.
In sva s sošolcem, midva greva tam mimo, pa vidiva, da nobenega ni, poznala sva jih pa par z tega razreda, pa tako midva gledava tiste torbe, pa je bila ravno ena lestvica tam dana, pa gledava tisto luč, pa gledava torbe, ko pa če midva to tja gor dala. In sva jim pač dala torbe gor, vse torbe, ki so bile dane, sva jih dala gor na luč. In pa lestvico pač postavila na stran. No, to je ena taka nedolžna, ampak vseeno potegavščina, no, ki smo ji izvedli. Po srednji šoli ste svoje izobraževanje nadaljevali na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Vpisali ste se v študijski program medjezikovno posredovanje, slovenščina, angleščina, nemščina. Ste bili že v srednji šoli navdušeni nad jeziki in komunikacijo ali se je to zanimanje razvilo kasneje? Ne, že od nekdaj so mi jeziki zelo ležali. Tudi v osnovni šoli, jaz sem recimo angleško tekoče govoril že s 5 leti, predvsem zaradi risank pa tega, potem še s časoma nemščina. No in potem, ko sem se v bistvu odločil, kaj bi vpisal, primarno je bilo pravo. Torej, da bi šel naprej študirati pravo, pa sem bil tudi na informativnih na pravo, bil sem pa tudi na informativnih za medjezikovno posredovanje, takrat slovenščina, angleščina, nemščina. In dolgo časa sem kolebal pravo, Ljubljana, Maribor, potem pa pride 5 minut do oddaje vloge. Še tisti dan sem se pogovarjal s par profesorji tu na šoli, pa so vsi rekli, veš, ti bi bolj jezike moral iti kot pa karkoli drugega. Tako se gledamo, pravim, ja, mogoče imate prav, ker je vseeno širši spekter, pa tudi več možnosti pozneje. Pa sem se 5 minut, 23, 55 je bilo, ko sem spremenil vlogo na oddaji in sem dal prevajalstvo. No in potem lepo po vrsti od prvega letnika naprej. Po prvem letniku sem še morda kolebal, sem se dobro odločil ali ne, tam v drugem, tretjem pa sem videl, da ja, to je bolj za mene kot pa karkoli drugega. Tako da ne obžalujete? Ne, nikakor. Kaj bi svetovali dijakom, ki danes razmišljajo o študiju jezikov? O študiju jezikov? Definitivno je vredno probati, pa morda vzeti tudi kak jezik, ki ga še ne vedo. Namreč, dam primer, recimo na fakulteti, mi smo imeli kombinacijo slovenščina, angleščina, nemščina, slovenščina, angleščina, francoščina, pa slovenščina, angleščina, italijanščina. Ker je nemščina veliko bolj popularna, oziroma bila vsaj v tistem času, smo mi z nemščino začeli na bistveno višjem nivoju, kot smo recimo končali v srednji šoli. To pomeni, da smo se morali kar prilagoditi. Medtem ko so pa druga dva jezika, ki nista tako popularna v naših koncih, pa so začeli več ali manj od začetka. In je bila opcija, da se naučiš en jezik zraven. Tako da malo mi je mogoče z tega vidika žal, da nisem morda vzel francoščino ali italijanščino. Ampak kar se pa tiče jezikov, če ti jeziki ležijo, pa te to res veseli, ker jezik oziroma jezikoslovje ti res daje en širok spekter, ker moraš biti tudi na tekočem, kar se tiče splošnega dogajanja, splošna razgledanost, sploh pri prevajalstvu, potem branje, pisanje, karkoli, če te to veseli, definitivno zbrati torej nekaj povezano z jeziki. Če pa zdaj gledava splošno, pa da omenim splošno, pa predlagam, da vsak gre to, kar ga veseli. Ne gledati na to, ki je trenutno povpraševanje, ne gledati na to, ki so dobre plače, ampak iti nekaj, kar te trenutno veseli. Zdaj lahko itak preskakuješ med smermi, kakor se ti zahoče, diferencialni izpit levo-desno, pa greš komot na drugo smer. Tako da iti nekaj, kar te veseli, pa potem tudi v življenju boš delal najbrž tisto, kar te veseli, da se ne boš osredotočil samo morda na področje, ki pa ti bo na koncu predstavljalo zagato. Katere so največje prednosti in morda tudi izzivi poklica prevajalca danes, ko vse večjo vlogo igrajo tudi umetna inteligenca in prevajalska orodja? Se prevajalci bojite za svojo prihodnost ali je ta strah neutemeljen? Zdaj najprej je zagotovo konkurenca. Vedno se najde nekdo, ki bi lahko da nižjo ceno, pa vedno se najde nekdo, ki je boljši od tebe. To je tudi vedno. Je pa res, da tisti, ki so ponovadi zelo, zelo dobri, imajo ceno in imajo tudi že neke stranke, medtem ko pa, če greš na novo na trg, pa definitivno potrebuješ že neko mrežo. Zdaj, če ti prideš na trg kot prevajalec brez kakršnekoli izkušenj, takoj po faksu, odpreš na novo svoje podjetje, boš zelo težko uspel kot prvo. To, kar sva že omenila, torej umetna inteligenca, pa vse drugo, ljudje bodo raje uporabili zdaj to, pa da je vsaj malenkost približno, pa so že zadovoljni s prevodom. Kar se pa tiče konkurence, pa je potem dosti težje, če ti kot nov prevajalec recimo stopiš na trg,
drugi pa že imajo mrežo. Jaz sem recimo imel to srečo, da sem imel mrežo že skozi celotno fakulteto, torej da sem delal že od prvega letnika naprej kot prevajalec, tako ali drugače, in sem si neko mrežo ustvaril. Kar se pa tiče, kot sem omenil, če pa greš na novo, pa je bistveno težje. Ampak, če te poklic veseli, vedno najdeš pot, tako ali drugače. V letih od 2017 do 2019 ste bili predsednik kluba prekmurskih študentov. S katerimi nalogami ste se soočali takrat? Predvsem, kako vključiti mlade v lokalnem okolju, pa izbrati za njih primerne vsebine, da jih vključiš v družbo, da jim daš neke vsebine, s katerimi se lahko neformalno izobražujejo, in potem si videl pač v bistvu, kaj je sploh prioriteta mladih. Torej, ali je ta prioriteta samo zabave, kar je pri večini na prvem mestu, imaš pa potem tudi neformalno izobraževanje, tudi štipendije in tako naprej, s katerimi pa potem na družbenem nivoju, pa tudi na socialnem nivoju pomagaš študentom in pa dijakom. Pa to je bilo tisto, kar je nekako bil največji izziv, kako mlade v bistvu motivirati v lokalnem okolju. Je to, da ste prevajalec in ste opravljali vodstveno funkcijo v klubu, pripomoglo k temu, da ste bili izbrani za direktorja Europe Direct Pomurje? Definitivno. Namreč za to vlogo vseeno potrebuješ poznavanje nekaj pač, kar se tiče Evropske unije, ima ogromno znanja o Evropski uniji in pa seveda tudi, da znaš koordinirati, da znaš izpeljati aktivnosti, razdeliti tudi naloge, tako da ja, absolutno. Lahko na kratko razložite, kaj je pravzaprav naloga vaše informacijske točke? Na začetku je bilo že lepo povedano, ampak da poveva še malo širše. Torej, v bistvu smo mi tako imenovani strokovnjaki za Evropsko unijo, kar pomeni, da smo en tak most med Evropsko komisijo, torej predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in pa seveda tudi Evropsko komisijo na splošno, torej sedežem v Bruslju in pa lokalnim okoljem. Zdaj v Sloveniji nas deluje 7 točk, ena je v Pomurju, ena v Podravju, potem imamo Savinjsko, Novo mesto, Hrastnik, Koroška in pa Koper. Ja, to je 7, da ne bi komu delal krivice. No in v bistvu v lokalnem okolju, torej smo mi en tak posrednik, torej če recimo kakršenkoli prebivalec ali prebivalka potrebuje pomoč, informacije z bilo čim, kar je povezano z Evropsko unijo, pridejo najprej do nas in mi jim potem pomagamo. To je torej primarno, torej širimo informacije, delovanje Evropske unije oziroma komisije, potem razpisi, na katere se lahko prijavljajo organizacije, podjetja, izobraževalne ustanove in tako naprej. Potem tudi z vašo gimnazijo dobro sodelujemo, kar se tiče delavnic Evropske unije. Tudi to je pomembno, da med mladimi seveda, kot prvo, da jih naučimo, kaj Evropska unija dela, kot drugo pa kakšne so možnosti za mlade v EU. Toliko možnosti, kot jih imate mladi zdaj, oziroma jih imamo mladi, še sam se imam za mladega, v EU ni bilo nikoli in to je potrebno izkoristiti in prav je, da o tem tudi obveščamo, tudi mi kot informacijska točka Europe Direct Pomurje. Potem rešujemo kakšne težave, recimo zaposleni v tujini ali pa se vrnejo nazaj, imajo kakšne težave, potem subvencije, aktivno državljanstvo recimo spodbujamo. Potem tudi imamo pisarno ambasadorja Evropske državljanske pobude, katera sem recimo tudi sam, torej da lahko prebivalci in prebivalke vložijo svoj predlog zakona, pa ga potem mora Evropska komisija upošteva. Torej ogromno vsega, kar je povezano z EU-jem, da to čim bolj razširimo, torej tudi med lokalnimi prebivalci. Recimo lani, ko so bile evropske volitve, je bila naša vloga, da smo spodbujali, da se jih udeležijo. Ne da volijo določene stranke, ampak da se pač udeležijo volitev v čim večji meri, pa glasujejo seveda po svojih načelih in pa prepričanjih. Kako poteka vaše delo tam in kaj obsega? Rekli ste, da sodelujete z našo šolo, pa sodelujete tudi še z katerimi drugimi ustanovami? Tudi več ali manj z vsemi šolami v Pomurju. Recimo primer letošnjega oziroma lanskega leta, lani do meseca marca smo izvedli 30 delavnic na osnovnih šolah, pa moramo upoštevati, da je to približno 2-urna delavnica, torej predstavitev Evropske unije, zgodovina, nastanek, namen, pomen, institucije, evroobmočje, Schengen in tako naprej, torej da to predstavimo mladim, da si sploh to lahko predstavljajo. Medtem ko v srednjih šolah so delavnice že malenkost bolj kompleksne, imamo tudi prevajalske delavnice v jezikih, ki
ene 2 ali 3 smo izvedli tudi tu. Pridejo prav z Evropske komisije, torej predstavništvo Evropske komisije v Ljubljani in izvedejo predstavitev o jezikih. To je vedno delavnica, ki mlade najbolj potegne v srednjih šolah. Imamo tudi razprave z evropskimi poslanci, tudi to smo imeli že pri vas, pa tudi po drugih srednjih šolah. Potem razprave delamo tudi navzven o aktualnih temah, recimo kmetijska politika, sovražni govor, potem fake news, torej lažne novice, gospodarstvo in tako naprej. Torej aktualne teme Evropske unije torej vključimo v razprave in potem prilagodimo bodisi mlajši generaciji, bodisi splošni. Potem sodelujemo tudi z občinami, podjetji, nevladnimi organizacijami, torej ni da ni, z vsemi deležniki v Pomurju. Katere vsebine najpogosteje zanimajo obiskovalce oziroma lokalno skupnost in kako pomembno je, da imajo ljudje v manjših krajih dostop do verodostojnih informacij o Evropski uniji? Vse vedno zanimajo finance, torej kje dobiti sredstva za to, na kateri projekt se prijaviti in tako naprej. To je žal realna slika, to je kar se tiče starejših ali pa organizacij. Medtem ko mlade pa zanimajo bolj priložnosti, katere imajo, od Erasmus plus do potovanja. Discover EU je trenutno recimo projekt, na katerega se mladi lahko prijavijo. Torej to je zdaj, če recimo potegnemo črto med starejšo pa mlajšo generacijo, pri starejših bolj financiranje, kjer lahko dobijo kakšne možnosti za zaposlitev, pri mladih pa torej te priložnosti. Ali ljudje v manjših krajih imajo dostop do verodostojnih informacij o Evropski uniji in kako pomembno se vam to zdi? Imajo ga, če mi pridemo tja. Drugače pa seveda odvisno od vsakega posameznika. Torej, koliko te to sploh zanima. Zdaj v manjših krajih imamo nekoliko drugačen pristop. Tam se bodisi udeležimo kakšnih sejmov ali pa kakšnih torej njihovih lokalnih dogodkov, ki jih organizirajo, ali pa izvedemo kakšne manjše razprave ali pa filmske tedne Evrope. Tam potem imajo tudi možnost, vedno je prisoten vsaj en od nas, ponavadi sva 2 iz informacijske točke Europe Direct, ki potem predstaviva oziroma jim poveva na licu mesta, kaj so njihove možnosti, pa kje dobijo informacije. Pa tudi z občinami, tudi manjšimi občinami seveda sodelujemo, pa jim predamo informacije, katere potem lahko delijo med lokalnim prebivalstvom. Zdaj, kar se pa tiče verodostojnih informacij nasploh, kot povedano, odvisno od vsakega posameznika. Imate morda kakšen primer projekta ali dogodka, ki ga posebej rad izpostavite in ste ga vodili v okviru Europe Direct? Jih je kar nekaj. Zdaj, najbolj uspešno. Zdaj, zagotovo je bilo zanimivo lani soočenje kandidatov za evropske poslance in poslanke. To je bilo kar zanimivo. Ali pa kakšne takšne razprave, kjer naletiš na konfliktna mnenja, torej da imaš eno stran in drugo in potem se stroka in pa politika recimo med sabo ne strinjata. To so kakšne takšne zanimive. Drugače pa bi morda omenil te večje dogodke, na katerih sodelujemo, torej recimo Bograč Fest, sejem Agra, Prleški sejem, tu Trezino sejanje in tako naprej, kjer v bistvu lahko pristopiš do vsakega obiskovalca posebej, pa mu razložiš sploh, torej da na licu mesta najde kakšno takšno informacijo. In zdaj, če smo že pri teh večjih dogodkih pa sejmih, sejem Agra leta 2021, to je bilo, ko je bila moderna konferenca o prihodnosti Evrope, torej KAFI se je klicala, kjer so v bistvu prebivalci in prebivalke dajali svoje predloge, katera področja mora Evropska unija nagovoriti oziroma komisija in jih izboljšati. In je bila res tendenca, da čim več feedbacka dobimo oziroma povratnih informacij strani prebivalcev in prebivalk v našem okolju. No in potem smo mi te sejme izkoristili oziroma te večje dogodke, da smo pa dejansko ljudi nagovarjali, da so to preko aplikacije izpolnili. Bil pa je problem, da je ta aplikacija bila izjemno zakomplicirana in sploh starejši ljudje tega niso znali izpolniti. Pa niso imeli niti volje. Konec koncev že ljudi težko motiviraš, da pri čem takem sodelujejo. No in potem smo s kolegom, ki smo v bistvu sodelovali na tem projektu, našli en tak bolj človeški pristop in smo dobila v roku enega tedna 150 uporabnikov, ki so dejansko izpolnili to, ampak imela se pač svoj način pristopa, ni ravno potrebno vse povedati, vseh podrobnosti pa skrivnosti, ampak dejansko nam je uspelo, mislim, da smo imeli v Pomurju največ ljudi, ki je takrat dalo svoj feedback, torej na konferenco o prihodnosti Evrope. Zdaj, kaj se je iz tega izcimilo, pa je potem naprej delala Evropska komisija.
Že ste omenili, da je vaša točka sodelovala tudi z našo šolo v sklopu projekta EPAS. Bi izpostavili cilje, ki jim sledite, ko sodelujete z našo šolo? Kot prvo želje dijakov in pa profesorjev, torej vi, ki ste starejši, torej ne osnovna šola, torej dijaki imate bistveno več možnosti, kot pa imajo recimo osnovnošolci. Oni razen kakšne izmenjave, torej na katero gredo v sklopu šole, niti toliko nimajo, vi pa imate vseeno, recimo Discover EU, kot sem omenil, potem kakšna praksa in tako naprej, tudi štipendije določene. In dejansko lahko potem na podlagi vaših želja in pa, kot sem omenil, želja profesorjev, izvedemo specifično delavnico za vas. Tudi, kot sem omenil, prevajalska delavnica za vse, ki jih recimo zanima prevajalstvo ali pa bi šli naprej jezike, da sploh vidijo, kako pa prevajalstvo poteka, da vidijo, če je to za njih ali ne. Morda se bo kdo zaradi tega odločil kaj drugega. In pa seveda možnosti, kot so izmenjave, torej pozneje v študijskih letih recimo, da pa vidiš, kaj ti to omogoča in kaj ti prinaša. Tako da to so recimo cilji in pa tudi namen tega, da sodelujemo z vami. Kako vidite vlogo mladih v kontekstu Evropske unije? Smo po vašem mnenju dovolj vključeni in slišani? To je pa zdaj dobro vprašanje nasploh, kdo je dovolj vključen, pa kdo je dovolj slišan. Zdaj, mladi ste dejansko najmočnejša, najmočnejša skupina, ki lahko kaj spremeni. Tako na lokalni, nacionalni kot evropski ravni. In zdaj recimo nedavno nazaj sem bil v Bruslju na srečanju ambasadorja Evropske državljanske pobude in sem bil presenečen, ker je bilo ogromno mladih, ki so ambasadorji. Torej, to so ljudje stari med 18 in 25 let, ki so ambasadorji Evropske državljanske pobude iz različnih držav EU. Tako da bi rekel, da mladi ste najbolj zagreti, vendar da je potrebno to še udejanjiti. Ne, da so želje, da so cilji, mora to biti tudi potem aktivno izpeljano. Videli smo recimo študentske proteste leta 2010, takrat so se mladi uprli in to so bili še zdaj eni izmed največjih protestov v samostojni Sloveniji. Tako da mladi definitivno imate moč, da kaj naredite, samo to je pač potrebno narediti. Ko pogledate nazaj na svojo karierno pot, kaj vam pomeni delo, ki ga opravljate danes? Bom povedal tako, da mi je v veselje, kar je najbolj pomembno. Torej, da lahko sodelujem z različnimi deležniki, da spoznaš nove ljudi, imaš nove izkušnje, seveda zgodbe, to ti v življenju največ na koncu pomeni. Zgodbe, to je edino, kar ti ostane, tako da to je tisto, kar mi to pomeni. Kaj vas poleg tega še veseli in s čim si najraje zapolnite prosti čas? Definitivno planinstvo, sem tudi planinski vodnik, tako da tudi to, pa ponavadi si ravno ta prosti čas, ko ga imam tisto čist malo na koncu, probam izkoristiti za čim več obiskov planin ali pa potovanja. To je tisto, kar se mi zdi, da tudi mlade najbolj veseli, tako da to dvoje je definitivno tisto, kar pa šport. Tako da troje, v bistvu. Šport, planinstvo in pa potovanja, to so ti 3 zadeve. Vas je to veselilo že od malih nog? Šport definitivno, planinstvo pa zdaj aktivno 7-8 let. Kaj bi sporočili posameznikom, ki iščejo svojo karierno pot ali bi si jo želeli morebiti spremeniti? Če jo želijo spremeniti, absolutno, da jo naj. Tu sploh ni debate. Če imaš neke druge želje, pa si zdaj na karierni poti, moraš zbrati samo tisti pogum in pa potem narediti ta korak, da dejansko spremeniš. Tisti, ki se pa še iščejo, tu pa lahko povem iz lastnih izkušenj, da sem se tudi sam dolgo iskal, tu pa pač moraš imeti tudi malo sreče, da si slučajno v pravem trenutku, na pravem mestu, v pravi situaciji, da potem veš, kaj je zate prav, pa kaj ne. Ampak seveda zato pa moraš trdno delati, ne pustiti, da to samo pride do tebe, ampak dejansko delati na različnih področjih in prej ali slej najdeš tudi tisto področje zate. Gospod Grega Donša, hvala za zanimiv pogovor. Želim vam veliko uspeha tudi v prihodnje, tako na poslovni poti, kot pri vseh projektih, ki jih še načrtujete. Najlepša hvala in pa še enkrat lepa hvala za povabilo. Dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML.
Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo v novi epizodi, širite dober glas o nas. Poslušajte nas skupaj s prijatelji, sorodniki, znanci, komorkoli. Adijo! GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomere.